Besedilo nocojšnje v antifone, ki smo jo pravkar slišali, ima zelo močne biblične poudarke, vendar se bomo podrobneje v to poglabljali v enem od naslednjih večerov. Omenimo samo temeljno sporočilo. Slišali smo spev, ki pravi: O Gospod in voditelj Izraelove hiše, ki si se Mojzesu prikazal v gorečem grmu in mu na Sinaju dal zapovedi: Pridi in nas z močno roko reši. Antifona naziva Jezusa Gospod, hebrejsko Adonaj ali grško Kyrios. Če o Jezusu rečemo, da je Adonaj, to preprosto pomeni, da je Jezus Bog, da je Jahve. Pomen besede hiša lahko razumemo kot družina. Jezus je vladar Izraelove družine. Poudarjanje povezav med Jahvejem in Jezusom se ponovi še dvakrat. Jezus je bil tisti, ki je govoril Mojzesu v gorečem grmu, Jezus je dal zapovedi na Sinaju. Tretje in zadnje poistovetenje Jezusa z Jahvejem je podoba iztegnjene roke. V slovenskem prevodu sicer govorimo o močni roki. Dobesedno pa bi rekli: pridi in nas z iztegnjeno roko reši. Z iztegnjeno roko Bog kaže svojo moč in oblast, vodi svoje ljudstvo iz Egipta, ga rešuje nevarnosti. Če je bil torej najprej Jezus poistoveten z gorečim grmom in zapovedmi, je zdaj povezan s samo Pasho. Danes pa bomo to antifono v pogovoru obravnavali z nekoliko drugačnega zornega kota. Kot smo že omenili v včerajšnjem srečanju, je pravica do intoniranja oziroma začenjanja antifon v samostanih pripadla posameznim menihom, ki so bili v svojih službah povezani s temo antifone. Tako so, na primer, posamezne antifone intonirali menihi v različnih službah, kot je včerajšnjo antifono intoniral opat, antifono o ključ Davidov, na primer kletar, ki je imel na skrbi samostanske ključe in tako naprej. Si pa lahko tudi v okviru vpletanja teh antifon v družinsko molitev lepo predstavljamo, da prvi dan antifono moli oče, spev na današnji dan pa je nekoč v samostanu intoniral prior, ki je imel samostano dolžnost, kot nam to opisuje neko besedilo iz Kartuzije Pleterje, biti živo znamenje ljubezni nebeškega očeta in izkazovati ljubezen vsem svojim sinovom menihom, ter jih v Kristusu povezovati v eno samo družino. Mar ne prepoznamo v tej vlogi prav mame, ki je srce družine, tista živa vez, ki v ljubezni gledi spore in kakor prior v samostanu vsem izkazuje ljubezen. Pa vendar se ravno v predprazničnih dneh lahko zgodi, da mama v želji, da bi bilo za praznike vse urejeno in pripravljeno, v to vloži preveč energije, kar lahko vodi v izgorelost, živčnost vseh družinskih članov in v nepotrebne napetosti. Kako se temu v družini izogniti? O tem in drugih temah nam bo spregovorila profesorica doktorica Barbara Simonič, specialistka zakonske in družinske terapije, ki je alumna Teološke fakultete in danes tudi predavateljica na tej isti fakulteti. Njena glavna tema znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela je empatija in različne dimenzije medsebojnih odnosov in duhovnosti. Je avtorica monografije Empatija, moč sočutja v medosebnih odnosih, prav tako pa avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ja, mame imamo rade vse lepo, pa vse čisto, pa da je vse urejeno, sem tam pa lahko gremo malo tudi čez kak rob, v tem, ko hočemo, da je res popolno, pa čim lepše, pa čim bolj, da se sveti, pa diši, pa da se imajo vsi radi, to bi želeli, se mi zdi, da v tem našem poslanstvu si včasih potem tudi mogoče res damo malo več, preveč enih opravil, v smislu, ker lahko tudi doživljamo, da smo dobre mame takrat, ko je vse popolno, ko je vse idealno, in ta ideal recimo dobre mame, dobre ženske, žene, se mi zdi, da nas lahko tudi včasih malo obremeni, seveda si vsaka želi, jaz ne vem, če je katera, ki bi rekla, da noče imeti čisto pa lepo, ampak tako pademo v to preveliko obremenjenost lahko potem zelo hitro in res se, kot tudi ta rek pravi, da nosimo 3 vogale hiše, podpiramo 3 vogale hiše, žena, mama, je pol tudi vprašanje, kdo pa mamo podpira, ima mati to podporo, kot ženska, kot, ne vem, kot mati, kot taka. V bistvu je tako, tudi v naši naravi je, da vedno nekaj skrbimo. V naravi ženske, v naravi matere, ker
če ženska ne skrbi kot mama, pol v bistvu otrok niti ne preživi, že čisto na tej prvi osnovni ravni. In to, kar nese zraven mama, ne, v vse te tudi druge sfere in ne vem, poskuša poskrbeti včasih tudi za kako stvar, bo mogoče lahko tudi kdo drug za kaj poskrbel. Ampak res v tej želji, da bi bila popolna, da bi bila dobra, ne, da bi si zaslužila mogoče tudi eno tako priznanje, ne, pa eno tako pomiritev sama s sabo, da je res vse naredila. In pol skrbi, ne, za fizične stvari, pa še za čustvene stvari, ne, da se imajo vsi lepo, da so vsi povezani, da se ne vznemirja kdo preveč, ne. Včasih pol mame znamo biti zaradi tega tudi naporne in pol dostikrat slišimo, da smo sitne, ne. Ampak to je res najbrž zaradi tega, ker si želimo, ne, da bi bilo vse čim bolj lepo, ne. Seveda pa včasih tudi moramo delovati kar kot en multipraktik skoraj, ne, saj tudi poznamo v tej gorečnosti, da bi bilo vse v redu, pol tudi izgorimo lahko, ne. Saj kaj pa je izgorelost pravzaprav, ne, je skriva v sebi prav ta pomen, da toliko goriš, toliko si goreč, da potem tudi izgoriš, ne, in tam je pa potem, da gre stvari tudi zelo čez rob, ne. Tako da se mi zdi, no, da iz tega ven se mogoče da malo tudi iziti, če si mama, pa tudi če si želiš vse stvari, verjetno nikoli ne bojo narejene čisto popolno, ampak mogoče tako, da si rečeš pa, da so vsaj dovolj dobro narejene, a ne. Zdaj, če je mama popolna, pol lahko res tudi duši, a ne, druge. Ni sploh ne prostora za eno rast ali pa za eno ustvarjalnost, tudi da bi kdo drug še lahko vstopil ali pa kaj naredil, a ne. Tako da, ko mama mogoče sebi enkrat malo odpusti, da ni treba, da je čisto popolna, ampak da je dovolj dobra mama, karkoli že zdaj to pomeni, a ne, v nekem okolju, v neki družini, se mi zdi, da tam lahko potem tudi dovoli mama, ženska, žena, da še kdo drug nosi, a ne, kak vogal, podpira tudi njo, pa da nastane tudi pol en tak prostor še za kaj drugega. Rituali lahko v prazničnih dneh postanejo utesnitev, če so posledice zgolj neke navade in niso ponotranjeni ter osmišljeni v veri. Kako naj družina tu najde svojo pot, tudi v luči vere? To je tisto, ne, da si dovoliš malo tudi te različnosti, a ne, in da poslušaš tudi tisto, kar tebe napolnjuje, ne samo tisto, kar od zunaj pride, a ne, ti rituali za praznike, saj jih je malo morje, pa jih lahko naredimo vse po spisku, a ne. Ampak prazniki so lahko zato res pol prazni, a ne, prazno je vse. Zdaj, če pa tukaj, a ne, tudi, ne vem, mama, ženska res posluša, pa res tako živi, a ne, tisto, tudi ve, kaj ima družina rada, ve, kaj jih napolnjuje, pol prazniki postanejo polni, ampak so polni enih drugih načinov praznovanja, ne, ki so lahko dosti bolj bogati kot samo ena tradicija, ko pač mora biti vse urejeno, a ne. Ja, in tudi ta odnos z Bogom, no, se mi zdi, da včasih se dobro spomniti, a ne, da tudi tebe tako nekdo nosi nekje, a ne, in te podpira in te sprejema, tudi ko narediš napako, tudi ko ne zmoreš vsega, da si tudi eno nežnost dovoliš, a ne, do sebe, ne samo biti res ta multipraktika, ne, pa vse znati, vse zrihtati, ampak da tudi tako, a ne, da tudi ta nežnost, a ne, lahko pride z tega občutka enega sprejemanja, pa da nekdo ve in pozna tudi tiste težke vidike, a ne. Ne samo v teh človeških odnosih, saj tam lahko veliko delimo pa veliko pridobimo, ampak a ne, prav ta en tak intimen odnos, a ne, tudi z Bogom, ki te lahko napolni, no, pa da tudi eno upanje pa zaupanje, da bo že šlo. V končni fazi tudi ni vse v rokah ene mame, a ne, ti kot ženska lahko samo rečeš, ali pa kot mama, tukaj sem, a ne, ali pa zgodi se, tako kot je rekla Marija, a ne, sem na voljo, pripravljen sodelovati, ampak ni v tvojih rokah, a ne, tudi to, kaj bo z življenjem otrok v končni fazi in kako se bodo odločali, a ne.
Vabljeni, da prisluhnete še drugim pogovorom z našimi alumni ob sporočilu o Antifon, ki nam pomagajo pri pripravi na božične praznike. Današnji večer pa zaključimo s skupno molitvijo Marijinega slavospeva.